ki postaja zanimiva tudi za raziskovalce. Potem, ko sem prišla v Avstralijo, knjige so prišle v zabojih in tisto pač sem nekako hotela, da bi se nazaj na police dalo in s tistem se je po 72. letu, 74. leta začelo tako razvivati. Zmeri več knjig je prihajalo noter, potem je prišlo 80, 85, delali smo razne razstave in v priliki razstav sem zmeri dala tudi knjige, ki so jih napisali naši Slovenci tukaj v Avstraliji. Takrat, ker so drugi prišli v krog, so mi rekli, ja pa moje nimaš. In tako so se začele knjige počasi nabirati. Prav zbirati sem pa začela, mi je bilo tistega, bi rekla, 90. leta, da sem prav intenzivno začela gledati in prav iskati, kaj je. In takrat tudi za arhiv, ker knjižnica je šla gor postopoma, knjige so se nabavljale, društvo je precej knjig kupilo, potem sami člani so plačali za določene knjige in potem so pa začeli časopisi in take stvari. Ja, ga ima Bevc in da ga podal. To bi bil pravzaprav veselje, da ohranimo to, kar so naši Slovenci napisali. Leta nazaj, vsak, kako bi rekla, se je zavedal, pač se dela, se gradi in nobeden ni mislil, da bi spravil h kraji. Zdaj so pa šla pa leta, kar na hitro in to se vsi zavedamo. In kje so zdaj vsi ti časopisi, ki so izhajali, ki so naši Slovenci toliko prostovoljnih ur, ker nobeden ni bil še plačan zanj. Katerikoli časopis je izhajal do sedaj v Avstraliji, nobena oseba ni bila za to plačana. Potem knjige. Vkolikor mi je znano, je v našem arhivu zbirka cela knjig. Kolikor so jih izdali naši Slovenci tukaj v Avstraliji in pa tudi Slovenci, ki so pisali o nas izven Avstralije. Pa nisi bodo to za naloge, kot diplomske ali magistrske naloge, ali pa naj si bodi to nekdo, ki je prišel na obisk, pa je kaj napisal, ali pa ne bi to znanstvena dela, ki jih sami, strokovnjaki pišejo in raziskujejo o avstralskih Slovencah. Knjižnica z arhivom v slovenskem društvu Melbourne je res urejena in energija Slovencev, ki v njem delajo, zavidanja vredna.